Dober dan. 13 milijard evrov je kazen, ki jo je Evropska komisija naložila tvrtki iz Kalifornije Apple, ki proizvaja te lepe strojčke, telefončke, zaradi tega, ker so na trgih Evropske unije izigravali davčna pravila. Meni se tako zdi, da teh 13 milijard spreminja tako sliko Evrope. Kaj nam teh 13 milijard pove o smereh razvoja, da rečem po Kardeljevo, Evropske unije, Evropske zveze? To je zelo težko vprašanje, ampak jaz bi ga postavil v kontekst Brexita, se mi zdi, da bi ga bilo pametno postaviti, plus tega pa v kontekst tega, kar nam sivi lase, to je pa neoliberalizma, ki se pospešuje v zadnjem času. To se pravi... To mislim, da imaš tam nekje na Irskem, ne, veš, verigo podjetij, ki jih optimiziraš tako, da na koncu ne plačaš niti 1% davka na dobiček, ampak neke promile, ne. To je tako, to pa je neoliberalizem. Ja, lej, če se spomniš, kaj je rekel Nigel Farage, to se pravi ta evropski poslanec, angleški evropski poslanec, populistični, ne, je očital Evropi, da je preregulirana, ne, in v bistvu je hotel povedati to, če bi še imel možnost, ne, da to, kar je Evropska komisija zdaj naredila, ali pa ne vem kdo, sodišče, kdo je to naredil, sodišče? Evropska komisija ima svoje ustanove, ne, ena od njih je zadolžena za varstvo konkurence. 13 milijard davkov je menila Evropska komisija lahko še kako koristno porabi, recimo domnevam, ne, da to namerava usmerjati v evropske strukturne sklade oziroma v kohezijske sklade. Ne. Mislim, na prvem mestu bo neki prijateljska Irska nekaj imela od tega. Ne, ja. Irska je bila država, ki je šla prva ali pa med prvimi se pravi pod maastrichtske kriterije v krizi. Ne. To se pravi, ko nastala po letu 2000, če se ne motim, se je začel tam 6-7. Ja. In Irska je potem zelo poslušno delala to, kar je rekla Evropska trojka, če se prav spominjam, in sicer je bila tudi sanacija bančnega sistema. Ne. Zato, da so se lahko pobrali, če se jaz pravilno spominjam, so drastično nižali davke, zato da bi podjetja, kakršna je Apple, prihajala, da bi jih privabili na njihov teren. Drži. No, pa Facebook tudi, recimo. Facebook in tako. Zdaj, oni so prišli tja zato, ker so imeli izredno ugodne olajšave, zdaj so dobili pa 12 milijard kazni. Ne. 13. Ne. To se pravi, to so protislovna sporočila. Če drži, da je Evropska unija na ta način hotela povedati, da pač po Brexitu Evropska unija več ne more biti samo parkirišče kapitala, ampak hoče vzpostaviti neko raven bivanja, v katerem se bo v bistvu celotna družba skladno razvijala, da bo bolj neegalitarna, ampak da ne bo neenaka v možnostih, ne, da ne bo neenaka v izhodiščih, potem so to zame pravilna sporočila. Ker problem neenakosti v možnostih je preprosto v tem, da tisti, ki so ekstremno bogati, in Apple je ekstremno bogat, je plačal na Irskem davka stopne enako 0,5. Ja, mislim, to, kad bi ne, na Brezovci kakšen SP plačal, ne, tako pod črto. Ne. Skratka, skoraj da nič, ne, medtem ko je, to se pravi, povprečen prebivalec Evrope, zlasti obrobja Evrope, davčno obremenjen, predvsem pa socialno depriviran v, recimo, tisočkratniku. Ne. To se pravi, glavni problem Evrope, če je začela na ta način, in se mi zdi, da bi bilo pač potrebno začeti na ta način, je v tem, da ta trenutek dopušča Evropo neenakosti in ne deli z ljudmi iste prijaznosti, kot je do sedaj, no, delila s kapitalom. Naprimer, mi imamo še zdaj podjetja, te dni smo mi v delu o tem pač tudi pisali, ne, s tako imenovanimi, s tistimi prekernimi delavci, ki se nekje na periferiji Evrope, nekje v eni državi, periferni državi zaposlijo, potem hodijo pa v razvite države tako rekoč v suženjsko delo. Ne. Ker so zakonodaje
recimo ne vem, v Nemčiji, Avstriji, Švici, kaj sem, kjer vse lepo urejene, ti delavci ne delujejo po njihovih zakonodajah, ker niso zaposleni tam, ampak delujejo po zakonodajah periferije. In tako se lahko zgodi, da imajo delavci, slišal sem, da tudi do samo 100 evrov plače na mesec. Ne. Ja. To je nevzdržen model in to znotraj Evrope, za katero pravijo, da je plod enotne ideje, v resnici je pa plod, v resnici se pa v bistvu industrija ali pa gospodarstvo bogatih napaja iz prekernega dela in pa je tako rekoč iz nekih suženjskih razmerij, ki so pa v sodobni Evropi za mene, ki ima humanistično izročilo, ki ima svoje poreklo v idejah bratstva, enakosti, svobode in tako naprej, taka sporočila so v 21. stoletju nesprejemljiva, če mene vprašaš. Se pravi, to dobro, da bo Apple plačal? Ne vem, a je to dobro. Na vsak način mislim, da je dobro. Ja. Jaz mislim, da je to, da so danes sporočili, da kapital ne more imeti poseben status v družbi, evropski družbi pravilno. Kaj pa če všel stran? Je pa ne gre, ne, sej od njega tako nič ne plača davkov. Dobro. Angela Merkel je začela nek krog pogovorov, tudi Miro Cerar je bil vabljen, da se zglasi v Berlinu skupaj z še nekaj državniki iz drugih evropskih držav, da se v Berlinu zmenimo, kam zdaj, ne? Kam zdaj. Potem, ko so Britanci šli, pa mogoče v resnici ne bi šli. Ne? Zdaj, tako, če jaz prav razumem, se še po tem tiru, ne? Pravi nemškem, skuša postavljati neke bodoče parametre Evrope. Ne? Dobro, to je zapakirano v frazo, ne, da bo Evropa potem, ko se Britance nekako postavi nazaj na otok, da bo potem še boljša. A se tebi zdi v redu? Mislim, da ta pogajanja tečejo v Berlinu namesto v Bruslu. Predvsem je to dejstvo. Dejstvo je to, da je Nemčija postala vodilna sila Evrope. To je na nek način razumljivo. Predvsem v luči dejstva, da je Nemčija leta 2004, 5, 6, ko so se iz Amerike parametri gospodarske krize selili proti Evropi in so vsi spali kako ne rečem, na krilih svojega bogatstva tedanjega in še nobenega problema niso zaznavali, Nemčija že oddelala svoj posel. Takrat sta se zgodile dve stvari. Že v Schröderjevem času. In Schröder je bil tisti, ki je znal zahtevati strukturne reforme zato, da kriza ne bi zažrla v nemško družbo. To je bilo pozitivno. Negativno je bilo pa to, da je Schröder že naredil nastavke današnje neoliberalistične prakse, ki je pa negativna. Ne. Se pravi, dve stvari, ki jih je prevzela Angela Merkel in je dala na te parametre samo svoj ojačevalec. Ne. In Angela Merkel je zdaj izredno močen državniški lik, ki razmišlja dvoje. In sicer prvo, kako ohraniti oblast in drugo, kar je, kako tega ne preveč na glas poudarjati, zato da je ne bi izgubila. Ker to, kar so Angleži naredili, Velika Britanija naredila, je po mojem mnenju zelo za njih nespametno, je pa razumljivo. Razumljivo je pač to, da stara imperialistična sila ne vzdrži, da bi tako imenovani Jerry, ko so jih rekli, ki so vojno izgubili Nemci, ne, se grdo sliši, ampak vodili Evropo in oni bi temu sledili. Tega oni ne prenesejo. V resnici pa so Nemci v vsem tem času pokazali izredno mero solidarnosti, Velika Britanija pa izredno majhno. Ne. In ideja Margaret Thatcher, da je treba državo narediti čist tenko, čist nevidno, čist neslišno, je v popolnem neskladju z Bismarckovo ali pa, če hočeš, z staro nemško tradicijo, ki je vedno imela močno državo, ki pa je znala skrbeti za svoje državljane. Angela Merkel se je na nek način spajdašila z neoliberalizmom, ampak ni pa čisto izgubila občutka za to, kaj neka stabilna država, ki tudi regulira podsisteme, ki ima tudi svoje lastne politike, je. Iz njene krščansko-demokratske tradicije izhaja nekaj podobnega kot iz socialdemokratske, kjer so se, ne vem, še pred 15 leti so bili zelo skupaj, da preprosto ni uspešne kapitalistične države visoko proizvodnega tipa brez socialnega korektiva. To je nekaj in zdaj grem na odgovor na vprašanje. Prihodna Evropa
se mi zdi, da debata bo šla v to smer, čeprav nima za to nikakršnega dokaza. Ampak sem skoraj da prepričan, da prihodna Evropa se bo morala misliti na parametrih dogovora, ki sta ga glede Evrope in pa glede prihodnosti Evrope in pa glede zasnove Evrope in Evropske unije sklenila Konrad Adenauer pa de Gaulle. Ona dva sta jasno in glasno povedala, da gre za socialno korigiran sistem, v katerem se ohranja tiste vrednote, ki so v bistvu postavile humanizem. Globalizacija je te parametre destabilizirala, je te parametre do neke mere celo podrla, do neke mere ogrozila. Mislim pa, da je z Brexitom, ki je po mojem zelo koristen, da bo prišlo do spoznanja, da je ravno to, kar je Anglija promovirala, popolna debirokratizacija, izredno tenka država, ogromno civilne družbe in popolna svoboda kapitalu in ekonomiji, da je ravno tista smer, po kateri Evropa ne sme iti, ker bo sicer razpadla. Ker tisti, ki so najbolj, bom rekel, promovirali ta sistem, in to je bila Velika Britanija, je hkrati izpogajala absolutno največ privilegijev v Evropski uniji. Skratka, protislovna sporočila, na eni strani deregulacije, na drugi strani pa 100 000 alinej o njihovih privilegijih ali pa o njihovih izjemah. Ne? Ki sežejo do travnikov kraljice Elizabete, tako, ki so subvencionirani. In potem, ko dobijo vse, kar hočejo, potem, ko so dobili vse, kar so hoteli, ne, so se na koncu še odločili, da oni malo ne bi bili več v Evropi. Daj ti meni povej, mislim, a bi Adenauer pa de Gaulle tudi takole udarila po žepu Apple? A je to, kar se je zgodilo Appleu v duhu te prvobitne domislice, ideje evropskih povezav iz 50-ih, 60-ih let ali ne? Zdaj ti bom odgovoril, zato ker je preveč enostavno vprašanje, zelo provokativno, šokantno celo bom rekel. Če bi Konrad Adenauer pa pustimo de Gasperija pa de Gaulle prišla v Slovenijo leta 1991, ne, potem bi celoten koncept osamosvajanja, kakršnega smo izpeljali v zadnjih 25 letih, postavili pod veliko vprašanje, in sicer iz socialnih razlogov. Zaradi tega, ker perverznost našega časa je v tem, da se je standard, kakršnega še imamo na klasičnih področjih evropskih vrlin, ne, to pa je zdravstvo, sociala in šolstvo, ohranjajo iz socializma, ki pa je najbolj kritiziran. Ne. Se pravi, tisto, kar kritiziramo, ta trenutek šteje kot najboljša ohranjena pridobitev tega, kar smo nekoč imeli, hkrati pa na področju gospodarstva in tega, kar neoliberalizem ne bi prinesel, to pa je splošna blaginja in pa država blaginje, ne beležimo nikakršnega večjega napredka, razen diferenciacijo med sloji, pa diferenciacijo med, se pravi, padla nam je Gaussova krivulja. Ne. V splošnem, kjer naj bi se ljudje imeli dobro, v bistvu garajo za to, da bi preživeli. Ne. Neka izredno majhna, skoraj da zanemarljiva manjšina je ekstremno bogata, na drugi strani pa čisto točno ne vemo, kakšna je naša vizija. Problem Slovenije ta trenutek, kot je povedal, kot smo v delu pisali, da je rekel premier Cerar, je to, da bi si Slovenija želela, da bi tisti možgani, ki so pobegnili iz Slovenije, prišli nazaj. Hkrati, ne, pa nimamo strategije o panogah za dodano vrednostjo, ki bi ustvarila okolje, da bi ti možgani dejansko hoteli priti nazaj. Ker bi tudi z veseljem prišli, če bi tukaj lahko ustvarili pogoje. Pogoji o prihodnosti, o katerih smo se ves čas pogovarjali, smo bili pa predvsem na strani kapitala. Znižajte nam davke, pustite nam, da ne bomo praktično državi plačevali ničesar, potem bomo pa odpirali delovna mesta. Ne. Popolnoma napačna debata. Namesto da bi odpirali panoge za visoko dodano vrednostjo, po katerih, ne, si bi ljudje želeli okolja, v katerem bi lahko delali, ne glede na davke. Ne. Skratka, Slovenija ima po mojem mnenju enak problem, kot ga je imela pač Evropska unija v izhodišču, in Evropska unija v izhodišču je ta problem rešila na ta način, da je imela modrece, ki so znali misliti. Slovenija ta trenutek ima pa problem umanjkanja ljudi, ki bi znali ali pa hoteli misliti o prihodnosti, ker se zdi, kot da v tem trenutku, in to je moj največji očitek srebrnemu jubileju Slovenije, 25-letnici, da je bolj šlo za privatizacijo družbenega premoženja, da je bolj šlo za izkoriščanje priložnosti, ki jih je ponudila nova prvotna akumulacija. Nova prvotna akumulacija se je začela pa z zakonom o denacionalizaciji, nova prvotna akumulacija se je začela s tem, ko so družbene firme naenkrat morale po sili dobiti nove lastnike, in novi lastniki so bili tisti, ki so bili najbolj sposobni, najbolj pohlepni, najbolj blizu in tako naprej. In smo v bistvu
kaj rečem, 15 let zgubili na tem, da so se zadeve lastninile, namesto da bi šli v razvoj, potem je prišla kriza, smo pa 10 let reševali krizo. V skupnem seštevku se temu reče 25 let in zdaj sedimo tukaj, ko v bistvu ugotavljamo, da nimamo razmisleka o tem, kako bi sploh odprli perspektivo za tisto, kar nam je pa najbolj dragoceno, recimo za naše otroke, ne? Če smo že svojo zavozili. Ne? Jaz sem zadnjič gledal davčne podatke, ne? Pravi, koliko dohodnine prijavljajo ljudje. Ne? Več tisto, kar mi je bilo osupljivo, niti ni to, da v Sloveniji živi 488 oseb, ki mesečno neto zaslužijo več kot 10 000 evrov. Ne? To, da je 488 oseb, ki so za slovenske pojme zelo bogati, v redu. Tisto, kar je hecen, nenavadno, strašljivo, ne, je to, da je se pravi, če bi to v graf zložili, ne, na levi strani, na desni strani, tam okrog točke nič, skoncentriranih okrog 200 000 ljudi, ne, se pravi, to so dohodki minimalna plača ali pod, ne, da je zelo velika večina dohodkov med minimalno plačo in povprečjem, medtem ko se tam od povprečja proti omenjenim 10 000 evrov na mesec, se to zelo, zelo tanjša. Ne. Zakaj mi je to nenavadno? Ne? Ker po statističnih zakonitostih, ne, so sposobnosti ljudi nekako razdeljene tako, da zelo nesposobnih je malo, zelo, zelo sposobnih je malo, največ je tistih, ki so v povprečju. Ne? In imamo tak zvonček. Ne? Se pravi, bi bilo, izhajajoč iz tega, logično pričakovati, da je tudi pri dohodkih tako. Ne? Se pravi, relativno malo tistih z najnižjimi dohodki, relativno malo teh z visokimi ali zelo visokimi dohodki in velika glavnina znotraj povprečja. Ne, v resnici je povprečje zelo tanko, ne, se pravi, od minimalca do povprečja imamo daleč največ, od povprečja proti 2, 3, 4, 5, 8 kratnikom je pa v resnici zelo malo ljudi. Ne. Se pravi, ta slika, če o grafih govorim, ne, namesto da bi imeli Gaussovo krivuljo, zvon, ne, imamo skakalnico, whoops, na kateri zelo, zelo malo ljudi lahko leti še dlje. Ne. Kaj je šlo narobe? Ja, narobe je šlo to, da smo izgubili v bistvu karakter solidarne in družbe, ki bi upoštevala enakost v možnostih v izhodišču. Prvič, drugič, podrli smo tradicionalni srednji sloj, po katerem je Evropa vedno slonela kot nekaj posebenega, kot nekaj omogočujočega. Meščanska družba, ki je lahko razvijala kulturo, ki je lahko razvijala vrednote, ki je lahko razvijala vednost. Ne. 400 ljudi, ki zaslužijo 10 000 evrov na mesec, ne pomeni popolnoma nič. To je v bistvu pravzaprav sramota za države. Takih bi morali biti več. Ne. To ni problem. Problem je v tem, kar si rekel, v zvonasti obliki družbene strukture, prvič. Drugič pa problem je preprosto v tem, da... V odsotnosti zvonaste strukture. Tako, ja, v odsotnosti zvonaste strukture. Drugič pa v tem, da namesto, da bi Slovenija načrtovala svojo prihodnost v dodajanju priložnosti, dodajanju panog, dodajanju znanja, dodajanju sinergijah, če hočeš, komplementarnosti in tako naprej, ne, si je v bistvu prigradila mentaliteto, da je to, kar imamo, to, kar je, in zdaj se je treba pa začeti grebsti za plen. Ne. In ta mentaliteta plenjenja se je zažrla v sisteme, v katerih se nikoli ne bi smela zažeti, naprimer v zdravstvo, naprimer v šolstvo. Naprimer, no, v socialo se ni zažrla, ker tam se težko kaj vzame, ampak standard pada, ne, socialni. Ne. In zgodilo se je preprosto, in to so bile negativne posledice ZUJF-a tudi, ne, ko je, to pa imamo se zahvaliti tudi Angeli Merkel in Nemčiji, ne, da so brutalno uvedli tako imenovane austerity measures po mentaliteti, ki jo Nemčija prenese, Grčija jo pa ne.
v Sloveniji smo jo Mi smo prenesli. bolj mediteranci. No? Že mi smo to mentaliteto dejansko prenesli, ampak poškodbe so pa neverjetne. Ne? Recimo, če bi Grki imeli drug program, ne austerity measures ali zategovanja pasu in varčevalnih programov, potem se verjetno begunski val, ki se je zavalil čez Grčijo, ne bi procesiral na tak način, kot se je. Se pravi, v končnem seštevku večja škoda namesto manjša škoda, ne? Domnevam, ne? Manj nacionalizma, manj ksenofobije, manj vsega. V Sloveniji, ne, kot sva se naučila v intervjuju z skupnem intervjuju z profesorjem Nikom Tošom, ne, recimo v zdravstvu se svet postavlja črno-belo, to se pravi, ali samo dve možnosti sta in to je tipičen neoliberalni pogled, ali bomo zmanjšali pravice ali pa rabimo več denarja. Vmes ni pa nič, ne. Vmes ni prostora za optimalizacijo, za fleksibilizacijo, vmes ni prostora za to, da se majhen pogovori z temi zdravstvenimi sistemi in pa z odškodninskimi zavarovalnicami, da ne nehajo napihovati potrebe po nenehnih, nepotrebnih pogledih, samo zato, da se zdravniki zavarujejo, da ne bodo toženi in tako naprej. Vmes ni nobenega prostora za demonopolizacijo monopolistov in koncev, če hočete, midva sva toliko avtonomna, da lahko to javno rečeva, dajmo se vendar soočati tudi s korupcijo, saj korupcije je neverjetno veliko, ne, v teh sistemih. Ne. Ampak, če potegnemo pa črto, ne, mi nimamo političnega ali pa družbenega, že imamo akademskega sploh, ne, ampak političnega gremija pa nimamo, ki bi prepričljivo, zavezujoče in tudi tako, da bi ljudje verjeli, preprosto rekli, da so javni sistemi, kot so zdravstvo, kot so sociala in kot so javna šola, tako velika vrednota, da jo je preprosto treba podpreti z dodatnimi investicijami, zato, da bi bilo na koncu koncev izplen večji in da bi se na ta način lahko privarčevalo ogromno denarja, ki se ga izgubi zaradi tega, ker ti sistemi, ne bom rekel, da propadejo, se še delujejo, ampak slabijo. Ne? Zdaj pa, kaj je ključna, če me vprašaš, kakšen model pa bi Slovenija vendar mogla imeti za to, da bi vzdržala kapitalizem in zadržala socializem. Nehajmo se pogovarjati o socializmu, pogovarjamo se o tem, kaj je prava vrednota Evrope in pa humanizma. Ne? Potem lahko pridemo do socialnega vprašanja. Slovenija bi morala enostavno pokopirati ali pa na nek način uveljaviti skandinavski sistem in postati hkrati inovativno kapitalistična država in hkrati izredno močno socialna država. Da bi to lahko dosegla, mora ukrepiti sisteme pravne države in pa seveda notranje družbene in politične kulture. Ne. Mi bi preprosto morali prevzeti elemente protestantske etike, ne pa mediteransko-katoliškega voluntarizma, po katerem se vse da zmeniti, če prave ljudi poznaš. To je narobe. Ne. In zdaj, čez noč tega pač ne moreš spremeniti, to je jasno. Ampak ti zdaj hočeš reformacijo. Jaz zdaj hočem debato. In to je ključno. Ne? To se pravi, v Sloveniji se ne debatira o teh stvarih, o katerih bi se morali debatirati, in ko se zadost debatira, te stvari se avtomatično prelijajo v vsakdanjo prakso. Se strinjaš s tem? Vse. Torej, debatiraj več. Ne? Jaz sprašujem. Jaz mislim, da debatiramo, ne da ti sprašuješ, jaz pa odgovarjam. Kaj mi še povej? Aha. Marjana Podobnika so vrgli ven iz Slovenske ljudske stranke. Prav. To spreminja, to, kar sva zdaj govorila, bo to lažje doseči ali še težji? Ker Marjan je vseeno bil en faktor, ne, tam v 90-ih letih. Ključna ugotovitev mojih enoletnih premišljevanj o Sloveniji ob jubileju je sledeča. Ne. To se pravi, po osi staro-novo. To se pravi, leto 91 je preokretnica. Do takrat je bilo vse staro, zdaj je vse novo. No, ta ideologija je kompromitirana. To se je izkazalo, da ni res. Se pravi, demokracija, kot bi si jo želeli implementirati, je bila najprej mišljena kot prvič, kar je na ravni politično-filozofskega ali pa če hočeš novorevijaškega koncepta, je bilo zakoncipirano, da se prelevimo iz naroda v nacijo, kar pomeni iz nekega prigodnega vsote Slovencev, ki govorijo isti jezik in so iste krvi in istih korenin, da se pretvorimo v moderno tvorbo, ki postane subjekt do te mere, da smo odgovorni, da lahko postavimo moderno državo, dogovorjena pravila, ustavo in zagotovimo vnaprej znane kriterije, ki veljajo za vse enako. Ne? Se pravi, ne glede na
kri, kromosome in tako naprej. To je bil en cilj. Drug cilj je to, da pripeljemo v državo demokracijo, oziroma da to isto državo demokratiziramo, pripeljemo demokracijo, ki pa bo odražala elemente te humanističnih vrednot, ne, enakosti, Ti tukaj novo revijo postavlja za prelomnico. Ne, jaz zdaj razlagam par logik, to je bila ena logika. Druga logika je bila... Bom potem jaz še dodal eno prelomnico. Ja, druga logika je bila v demokratizaciji, ki je potekala v starih družbeno-političnih strukturah in se je pač preobražala 10 let napram Jugoslaviji, ne, in si je pač na nek način je pričakovala, da bo ta njen napor upoštevan. Da ne bo razglašen kot, da ni nič vreden, da ni nič prispeval k demokraciji, tako na gospodarski kot na demokratični ravni. Tretja raven je pa sloj atavizmov, ki so oživeli iz obdobja izpred druge svetovne vojne. Ne. To se pravi SLS in gibanja, recimo kmečka gibanja, krščansko-demokratska in tako naprej. Tam, kjer smo pričakovali, poskušam priti do Marjana Podobnika, ne, tam, kjer smo pričakovali, da bo prišlo do višanja standardov demokratične debate, ki je bila že dosežena v 80-ih letih, se je iz leta v leto, ali pa če hočeš iz desetletja v desetletje, začelo izkazovati, ne samo, da se ne višajo, ampak da najprej stagnirajo, potem so se začeli pa drastično nižati standardi. Erodirali so. In mi smo danes tako kot v nekem tolmunu, kjer se voda neprestano vrti in ne grem kamor naprej, samo vrti se. In ljudje v njej tonejo. Kje pa je tle Marjan? On je pa na dnu tega tolmuna, ki tone. Ne? Se pravi, on je pa nekdo, ki je sestavil matematično formulo za, se pravi, ne da jo je sestavil samo za ta problem, ampak on je matematična formula za ta problem. Tisti, ki so ga izključili, so pa ravno tako formula ali pa definicija tega istega problema. Vsi skupaj so del istega problema, ki se mu reče absolutno, to je zdaj moj nepopularen izraz, ki ga čisto vsi, kar jih poznam od prijateljev, kritizirajo, ampak jaz ga vztrajno tiščim naprej in to je temeljna nedobronamernost za začetek. Jaz pa temu pravim infantilni politični razred. Ja, ti si slabši, še hujši kot jaz. Ampak res je, prav imaš, ne? To si tako dobro povedal. To je infantilni politični razred, do katerega jaz nimam absolutno nobene tolerance. In nobenega usmerjanja. Malo razvajam frac. To so ljudje, ki bi jih zato, ker sem prizadet kot državljan in demokrat, ne zato, ker sem poniglav, ker mu je eno krko 6 premazal, če bi ga videl. Ne? A veš, to ni vredno napora, ki ga je Slovenija vložila v projekt pretovarjanja iz naroda v nacijo, v svojo državo. To je vse šlo nekam, ne vem kam, ne? In moja jeza narašča predvsem v tem, če na svoje otroke pomislim. Ne? Ker če na sebe rečeš, igra teče, če ne pomisliš na to, da bodo pa naši otroci prekerni delavci samo zato, da so teli tipi izkoristili svojih 5 minut, da so se umestili v prostor, v katerem sicer ne bi imeli že v starem socializmu, pa v urejenih demokracijah nikakršnih šans. Ne? To pa je žaljivo. Ne? In to, da so ga izključili, me sploh ne zanima, če ti odgovorim na vprašanje. A če me vprašaš, je prav in narobe, me ne zanima. To je njihov interni problem, vsi skupaj so del problema. Del problema so pa zato, ker ne izrekajo pravih vprašanj, ker ne postavljajo pravih tem, zato ker se ne borijo za Slovenijo, ampak se borijo za oblast. In kar je seveda na nek način v nekem segmentu legitimno, ne sme pa samo to zadostovati, zato da se politično legitimiraš pred javnostjo. Ne? Ja, prej si Nova revija omenjal, ne? Pa pač nekaj parametrov, ne? Ker mislim, da se vse premalo zavedamo, ne? Ja. Da se vse skupaj ni začelo z Novo revijo, ampak s komadom Novo vrijeme ansambla Buldožer. Ne? In sicer komad Novo vrijeme je nastal leta 1979, ne? In je napovedal vse to, ne? Kar se je zgodilo. Zdaj mi je jasno, zakaj je Slovenija zbuldožirana. Tako. Hvala lepa za pozornost.